Profesor Matjaž Kuntner, pred nedavnim ste prevzeli mesto direktorja Nacionalnega inštituta za biologijo, krajše NIB. Glede na to, da ste biolog, raziskovalec, znanstvenik, ki ste opravili zelo odmevne študije na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija na znanstveno-raziskovalnem centru SAZU-ja, vam področje novih zadolžitev gotovo ni tuje. Je pa NIB obsežen inštitut z mnogimi področji raziskovanja, mnoga med njimi imajo tudi velik nacionalni pomen. Kako boste usmerili raziskovanje, morda širjenje področji ali pa združevanje posameznih oddelkov, kje bodo in kaj bodo vaše prioritete? Na NIB sem res prišel na novo, na Nacionalni inštitut za biologijo, vendar pa mi področja raziskovanja na NIB-u seveda niso tuja in tudi dobro poznam oddelke, ki delujejo na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Ker sem tudi precejšen del akademske kariere preživel v tujini, mi je tudi precej poznano, kako delijo v tujini inštitucije podobne velikosti na oddelke oziroma na raziskovalne skupine, ker tudi spremljam trende v svetovni biologiji oziroma vedah v življenju nasploh, se tudi znam nekako orientirati po tem, kaj je tukaj dobro razdeljeno in razdeljeno, kaj pa bi lahko še izboljšali. Ampak glede na to, da je Nacionalni inštitut za biologijo res izvrstna in inštitucija nacionalnega pomena v Sloveniji, ne nameravam uvesti kakšnih drastičnih sprememb, nikakor ne. Namreč inštitut sem prevzel prejšnji mesec, prej ga je vodila kolegica Lah Turnškova, ki ga je vodila dolga leta z izjemnim entuziazmom in vizijo in je zatorej v zelo dobri kondiciji. Imamo odlične raziskovalce, odlične znanstvenike, ki so res prinesli biološko raziskovanje na zelo visok nivo. Poleg tega obstaja zelo jasna delitev dela tudi v upravi, uveden je sistem kakovosti, tako da tukaj seveda so morda določene stvari, ki se jih da in jih velja izboljševati, vendar pa kakšnih drastičnih sprememb ne bo. Res je tudi, da sem prišel iz Biološkega inštituta Jovana Hadžija, ki deluje znotraj ZRC SAZU, kjer sem ga vodil 10 let. Je pa bil to relativno majhen inštitut proti NIB-u in seveda celo manjši od enega oddelka na NIB-u, vendar so mi pa določene vodstvene zadolžitve tudi že tam precej jasne. No, biologija kot veda, če vzamemo zelo široko, je danes v ospredju pomembnosti razvoja v bistvu vseh družb, ne? Pri tem gre za preplet mnogih znanstvenih disciplin, od humanistike, družboslovja, medicine, tehnike in še kakšne. Kako bi vi pojasnili nujnost take prepletenosti, seveda, če se strinjate ali pa zanikate, da to obstaja? Se strinjam, da prepletenost obstaja in je zelo pomembna. Pomembna je predvsem zato, da razumemo umeščenost človeka v naravo in pa da razumemo funkcioniranje narave kot celote in tudi v bistvu človekovo kvaliteto življenja v sozvočju z naravo, ne pa v konfliktu z naravo. Tako da ta prepletenost je in je tudi dobro prepoznana na našem inštitutu in prepletenost oziroma multidisciplinarnost se bo tudi še naprej spodbujala in je tudi pomembna pri mednarodnem delu. Kako pa to prepletenost razumejo raziskovalci sami, ne? Koliko so je v bistvu naklonjeni in koliko jo razumejo, ne? Kako jo boste vi kot direktor v bistvu spodbujali? Ta prepletenost sva se strinjala, da obstaja in vsekakor jo naši raziskovalci zelo dobro razumejo. Razumejo jo v tem, da izvajajo tako temeljne raziskave ved o življenju kot tudi aplikacijo
in v bistvu nek multidisciplinaren pogled na probleme v naravi ali pa probleme človeka iz več vidikov. Tukaj je pa pomembno tudi izobraževanje novih generacij, namreč ta prepletenost pomeni tudi prenašanje znanja na njih in spodbujanje nekega širšega pogleda v znanosti in v naravoslovju. Kako pa pojasnjujete nujnost umeščanja v mednarodni prostor? Saj kot pravijo, znanost je mednarodna ali pa sploh ni. To je vsekakor res. Znanost, posebej naravoslovna znanost, je danes izrazito mednarodno vpeta. Mislim, da so časi, ko je bila taka znanost bolj nacionalna, so verjetno zavedno mimo. Danes vpenjamo naše raziskave v globalne trende. Namreč, če želimo kaj pomeniti v znanosti, moramo razmišljati globalno. Tako da seveda to mednarodno spodbujam in to se odraža ne samo na NIB-u, ampak tudi drugih podobnih raziskovalnih inštitutih v Sloveniji, v tem, da naši raziskovalci krožijo po tujih laboratorijih in se vračajo in tudi tuji raziskovalci prihajajo k nam, tako na doktorskem nivoju, študentje, kot tudi na postdoktorskem nivoju. Omeniva recimo področje znanosti, ved o življenju. To področje z novimi spoznanji, novimi raziskavami, tehnikami preučevanja doživlja res neverjeten razmah zadnjih morda 10 let. Ne? Sploh ne bi sodile te vede med najpomembnejše polje raziskav 21. stoletja. Ne? Kako pa vi ocenjujete to prioriteto? Se popolnoma strinjam. Vede v življenju doživljajo nesluten razmah in so izjemnega pomena. Mislim celo, da pa ne za poveličevanje svoje stroke, da je to prihodnost tudi vlaganja v razvoj neke družbe, tista družba, ki bo vlagala več v financiranje raziskav ved v življenju, bo napredovala precej hitreje kot nekatere druge, ki tega ne bodo počele. Namreč gre za preplet biologije z drugimi vedami ter umeščanje najnovejših spoznanj in tehnologij, ki so nam na voljo za poznavanje tako naravnih procesov kot procesov na celičnem nivoju, na nivoju organizma, na nivoju ekosistemov, poznavanje interakcij v združbah in navsezadnje poznavanje biomov ter naše razumevanje, kako naravo in planet ohranjati tudi za prihodne generacije. No, ko govoriva o raziskovanju, da se ne morava ogniti vprašanja in pa teh dilem med bazičnim in aplikativnim raziskovanjem. V zadnjem obdobju se je tudi v Evropi, ki je bila dolgo naklonjena in je sploh veljala za polje bazičnih raziskav, začelo vse bolj poudarjati naklonjenost aplikativnim raziskavam. Ne? In tudi finančne spodbude so usmerjene bolj k slednjim. Kako boste vi kreirali recimo vaše polje raziskovanja znotraj teh dilem? Ta dihotomija med čisto temeljnimi in čisto aplikativnimi raziskavami delno še vedno obstaja, delno pa je že zabrisana. Je pa tako, da brez odlične temeljne znanosti tudi dobre aplikacije ni in je ne bo. In je torej potrebno, da se financira oba tipa raziskav. Temeljne morajo financirati bolj agencije, ker mora država v bistvu narediti svoje, medtem ko aplikativne raziskave naj bodo financirane kot nekakšna kombinacija agencijskih grantov in pa tudi doprinosa industrije oziroma podjetij, ki jih zanima razvoj, tako tehnološki kot znanstven. Tako da potrebno je seveda oboje in inštitucija kot je NIB potrebuje oboje, tako za
ustvarjanje odličnega znanja, kot tudi za aplikacijo, se pravi, da nekako sledi svojemu poslanstvu. Tako da jaz bi spodbujal oboje. Je pa res, se strinjam, da v zadnjem času se precej poudarja določene aplikativne vidike, posebej v evropskih okvirnih programih, sem mnenja, da je preveč vnaprej določenih tematik na razpisih. To so ogromni razpisi, kjer pa so že vnaprej nekako odločeni, s čim se bo znanost ukvarjala, kar je po mojem mnenju delno zgrešeno, namreč znanstveni napredek in tudi tehnološki napredek je velikokrat samo skozi nekakšno znanstveno radovednost, kjer če te preveč omejijo v tematiki, ni nujno tudi uspešen preboj. Namreč veliko odkritij se zgodi bolj ali manj naključno, če samo slediš nekim vprašanjem, ki izhajajo iz že izvedenih temeljnih raziskav. No, kot ste omenili, pri aplikacijah je potrebna nujna tesna povezava z gospodarstvom. Pri nas tako ekonomski kazalci kažejo, se ta povezanost le v manjši meri udejanja, vsekakor premalo. Imajo raziskave na NIB-u potencial tovrstnega povezovanja? Ja, ne samo, da imajo potencial, ampak to že naše raziskovalke in raziskovalci izvajajo, namreč obstaja zelo živahna povezava tako z gospodarstvom, kot z manjšimi start-upi. Namreč prav vsi od naših 4 oddelkov gojijo to vrstne povezave in delajo v tesni povezavi s podjetji. Kot primere lahko navedem oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo ima zelo dobro navezavo z farmacevtsko industrijo, predvsem v razvoju cepiv, kjer nas kontaktirajo multinacionalke in iščejo določena znanja, ki so jih naši raziskovalci že ustvarili in so jih pripravljeni potem z njimi razvijati naprej. Na oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov razvijajo kolegice biofiltre v sladki vodi, pa testiramo tudi morebitne aplikacije pajčjih niti v biotehnologiji. Dalje na morski biološki postaji v Piranu kolegice proučujejo meduze v Tržaškem zalivu in potencialno uporabo njihove biomase za namene, kot so okoljski, filtriranje mikroplastike iz morja, ali pa tudi morebitne uporabe v kozmetični industriji. In tudi oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka izvaja raziskave, ki so še kako relevantne za tako farmacevtsko kot druge industrije. Tako da teh povezav je mnogo in kot sem rekel, NIB v celoti išče neko dobro razmerje med ustvarjanjem tovrstnega znanja z namenom razvijanja določenih izdelkov ali aplikacij in pa samo temeljno znanostjo, ki vse to omogoča in ki tudi odlično znanje, ki ga znamo kreirati, potem prenaša na študente. Ja, profesor Kuntner, v kontekstu prihodnjega razvoja razvite družbe se izrecno poudarja tudi znanost kot najpomembnejši dejavnik uspešnega gospodarstva, socialne države in kar je še tega zraven. Pri nas pa strukturne politike to povezavo sicer omenjajo, a bolj zgolj na deklarativni ravni. Prav tak nedejaven odnos moti tudi znanstvenike same in so vedno glasnejša tudi opozorila, da brez ustreznega tudi ali pa predvsem finančnega spodbujanja znanosti ni pričakovati ugodnih kazalcev razvoja. Kakšne so vaše izkušnje in pa pogledi na ta problem? Glede na to, da je Slovenija precej mlada država in ta družba še ni prav zaživela po nekih standardih
ki smo jih navajeni iz morebiti zahodnih bolj organiziranih znanstvenih okolij, je tudi znanstvena politika temu primerna, včasih gre v pravo smer in se poskuša z določenimi spremembami dodajati oziroma spodbujati kvaliteto raziskav, včasih pa gre morda v kakšno drugo smer, odvisno od trenutnih trendov tako v družbi, kot v politiki, kot tudi v ekonomiji. Seveda pa obstaja ta akutni problem, da je premalo sredstev za znanost. In to je dejstvo. Slovenija jih trenutno namenja le okoli 0,4% BDP-ja za direktno financiranje znanosti, se pravi direktno iz proračuna, medtem ko znanstveniki zahtevamo že vrsto let, da se to poviša na 1% BDP-ja, kar bi bilo bolj primerljivo z znanstveno razvitimi okolji. Tukaj ne pomaga se slepiti, da v času recesije ali pa v času ekonomske rasti se bo to kaj spreminjalo, ker pač gre za nek procent, gre za razumevanje družbe in nenazadnje tudi politične elite, da je treba vlagati v znanost, če želimo družbeni napredek. Te stvari so vedno povezane in to bi se lahko učili iz znanstveno razvitih okolij. Kar pomeni, da je to, da smo družba znanja oziroma da vlagamo v znanje dovolj, vedno bolj nekako deklarativno, ni pa dejansko to čisto res. Ne smemo pa tudi podcenjevati zanimanja laikov oziroma družbe kot take za znanost, ki pa poteka v Sloveniji in nasploh globalno. Zatorej ponavadi apeliramo bolj na družbo kot tako, da znanstvenike podpre v zavedanju in v pritiskih na politične elite, ki nenazadnje so take, kot jih želimo na vsakih volitvah. Kot raziskovalec pa se ukvarjate z evolucijsko biologijo, ne? Lahko nam nekoliko razložite to polje? Ja, ukvarjam se z evolucijsko biologijo v najširšem smislu, kar pomeni, da preučujem nastajanje in spreminjanje bioloških vrst. Tu gre za procese tako naravne kot spolne selekcije. To so znanosti, o katerih je pisal že Darwin v 19. stoletju, ki so danes predmet zelo živahnih raziskav. Namreč z orodji, ki jih imamo danes na voljo, lahko preučujemo evolucijo na mnogih nivojih, tako na nivoju genoma oziroma na celičnem nivoju, potem procese, ki kreirajo organsko evolucijo, se pravi, kako organizmi izgledajo, pa potem interakcije med njimi ali pa interakcije med spoloma. Vse to nekako preučujem že vrsto let. Predmet mojih raziskav so pa v glavnem pajki, čeprav mi tudi raziskave na drugih organizmih niso tuje, kot naprimer na sesavcih ali pa človeški ribici. Vendar skoraj vedno nekako pridemo nazaj na pajke kot tisti glavni predmet raziskav. Znotraj teh pa se posvečam tako evoluciji morfologiji, kjer mi je zelo pomemben tako imenovani spolni velikostni dimorfizem, fenomen, ko so samci in samice zelo različno veliki, in pa potem vedenja in procesi in evolucijske zakonitosti, ki izhajajo iz teh fenomenov. Ko pogovorimo o svojih raziskavah, moram po isti sapi seveda povedati, da raziskave so vedno plod skupinskega dela in ključno za uspeh teh raziskav, o katerih govorim, je skupina, ki sem jo pred leti ustanovil na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija ZRC SAZU. To skupino smo poimenovali EZ Lab kot evolucijska zoologija
in ta deluje živahno naprej. Tukaj sta ključna sodelavca Simona Kralj-Fischer, ki je prinesla zelo specifična etološka znanja v to skupino, in pa kolega Matjaž Gregorič, ki je prinesel bolj ekološka znanja oziroma znanja o biomaterialih, in oba nekako povezujeta te raziskave z mojim vpogledom v taksonomijo in v evolucijsko biologijo nekako in mi pomagata nekako postavljati ključna in široka vprašanja in jih tudi potem izvesti skupaj z strokovnim osebjem in z mnogimi študenti, ki pridejo skozi laboratorij. No, ker ste omenili, da je vaše ožje področje raziskovanje pajkov, ste ravno na tem področju postali zelo ugleden mednarodni raziskovalec. Kje ste vse delali te raziskave? Odkrili ste posebnega pajka? Ja, jaz sem študiral taksonomijo in evolucijsko biologijo v ZDA na podiplomskem nivoju in znotraj inštitucije Smithsonian smo imeli možnost potovati po tropih celega sveta in to delo je bilo predmet mnogih odkritij. Tako da mnogo vrst sem pomagal tako odkriti, kot sem jih tudi opisal. Med njimi pa so mediji bolj izpostavljali recimo dve najdbi. Ena je odkritje po velikosti največjega pajka mrežarja, ki sem ga poimenoval po pokojnem prijatelju Nefila Komaci. In odkril sem ga namreč v nekem starem muzejskem materialu iz Južne Afrike, ter potem skozi vrsto odprav ga zaman iskal v naravi. Najdba je pa bila bolj pomembna zato, ker smo mislili, da v tem rodu zlatih mrežarjev so vse vrste opisane že iz 19. stoletja, pa vendar se je izkazalo, da to ni res. In ta vrsta je bila že po velikosti izjemna in tudi po velikostnem spolnem dimorfizmu je bila izjemna, kar nam je pomagalo takrat, ko smo ga s kolegom Coddingtonom opisala, rekonstruirati vzorce velikostne evolucije v celi skupini. In to je bilo za medije zelo zanimivo, kljub temu, da v tistem letu še niso bili poznani živi primerki teh pajkov in so mediji povzemali bolj moje ilustracije oziroma fotografije muzejskih primerkov. Kot zanimivost lahko povem, da smo jih pred 3 leti končno našli tudi v naravi in to pomeni, da še niso izumrli. Kje? V Južni Afriki. Ja. Druga od teh odkritij, ki so bile tudi bolj izpostavljene na laični strani, pa je odkritje tako imenovanega Darwinovega drevesnega pajka. Tega sva z kolegom Agnarsonom tudi opisala in pač jo poimenovala v čast Charlesu Darwinu, ravno ob okrogli obletnici njegove smrti oziroma objave knjige o nastanku vrst. Zdaj, za te pajke so pa značilne gigantske mreže. Niso po velikosti, namreč pajki niso nič posebnega. Njihove mreže pa so, namreč prečkajo reke in jezera na Madagaskarju v skupni dolžini do 25 metrov niti, ki to dejansko prečka. Tako da so že po sami ekologiji mrež oziroma arhitekturi so nekaj izjemnega in to nam je že na terenu, ko smo jih odkrivali, dalo misliti, da bo tudi njihovo predivo imelo posebne lastnosti in to se dejansko potem tudi izkazalo skozi laboratorijske teste na tezne trdnosti. Ja, no, ravno to, kar ste omenili, vas raziskovalce pri pajkih izjemno zanimajo te pajčje niti, ali kako rečete, ne? Kaj bazična in pa aplikativna znanost pri tem lahko pove? Ja, pajčje niti so sestavljene iz elementov te svile, ki predstavljajo nekakšen super material.
dejansko so po natezni trdnosti, natezna trdnost pa opisuje neko moč prediva in v kombinaciji z elastičnostjo tega prediva, so predstavljajo daleč najtrdnejši biološki, se pravi naravni material. In med njimi je konkretno Darwinov drevesni pajek, tisti rekorder, ki ga trenutno vsi hočejo preučevati. Namreč gre za to, da bi lahko pajčja svila bila morda uporabljena za mnoge aplikacije. Namreč ni samo tako trdna, je tudi, bi rekel, nevidna za človekov imunski sistem in pa seveda je biorazgradljiva in kombinacija vseh teh lastnosti nam lahko požene domišljijo v morebitne aplikacije od medicine do izdelave raznih gradbenih struktur ali vrvi ali morda embalaže ali česarkoli. Vendar pa se srečujemo tu z mnogimi problemi, kako v bistvu sintetizirati to nit. Namreč pridobivanje naravnega materiala iz pajkov je skoraj nemogoče, ker so pajki izrazito samotarski in torej kanibalistični in se jih ne da masovno gojiti. Zatorej je potrebno tu priti do nekega načina, kako pridelovati te materiale v laboratoriju. Zdaj pa, katere materiale pa katerih vrst, če vemo, da je pajkov že samo opisanih vrst več kot 46,000, menimo, da jih je verjetno obstaja na svetu precej več kot 100,000. Iz vsega tega nabora vrst pa poznamo detaljno biologijo z lastnostmi mrež morda za 100 pajkov ali kaj tako. In zdaj tako majhen procent poznane biologije predstavlja seveda velik izziv in tega se lotevamo s tako imenovanim bioprospektingom, kar pomeni, da v naravi iščemo točno neke vrste z določenimi lastnostmi, oziroma da imamo neko predznanje o njihovih filogenetskih pripadnostih ali pa celo danes o sestavi genoma. In nam to predhodno znanje v kombinaciji z ekološkim poznavanjem na samem terenu nekako pomaga priti do tistih vrst, ki bodo bolj zanimive od drugih v tem smislu. Obstaja pa še kopica drugih problemov, namreč pajčja svila je sestavljena iz večjih proteinov. Že samo, če gledate pajkovo mrežo, je sestavljena iz različnih tipov niti. In teh tipov, ki jih je recimo pri tipičnem predstavniku mrežarjev 7, za njih smo predpostavljali vedno, da obstaja 7 različnih niti in 7 različnih proteinov, ki te niti gradijo. In posledično tudi 7 različnih genov, ki kodirajo za te proteine, vendar se je ta preprosta matematika s pravljičnimi števili seveda izkazala za napačno ali pa preveč preprosto. Namreč z sekvenciranjem in anotacijo celotnega genoma ene od vrst zlatih mrežarjev smo ugotovili, da je teh genov ne samo 7, ampak kar 28, in tudi njihova ekspresija v določenih žlezah je popolnoma zakomplicirana. Tako da več kot vemo, več novih vprašanj se nam poraja in več izzivov za nadaljne raziskave prediva. No, in kam pa bodo šle te, recimo, nadaljne raziskave? Sprašujem tudi zato, vi ste zdaj ta ESLab zapustili. Kako boste recimo funkcionirali pa delovali naprej v tem? ESLab je bil ustanovljen na ZRC SAZU, ampak z mojim prehodom na NIP nisem tehnično zapustil ESLaba. ESLab je postal dvoinstitucionalen. Imamo sporazum med ZRC-em in NIP-om, ki to omogoča in se bojo te raziskave nadaljevale in nadgrajevale. Skupina, ki raziskuje na ZRC, bo svobodno lahko izbirala svoje tematike.
Mene pa zanima ne samo sodelovanje naprej z njimi, temveč tudi razširitev na bolj morda multidisciplinarna področja, morda biotehnološka področja tovrstnih raziskav, za kar pa obstaja na NIB-u veliko ekspertize in tudi precej opreme in volje. Pa tudi sam inštitut pridobiva s tem, seveda, recimo v mednarodnem okolju. Seveda, jaz sem mnenja, da oba inštituta s tem samo pridobivata, s tem povezovanjem. Jaz mislim, da je to v znanosti dober čas sinergiji, ne pa kompeticiji. Profesor, pogledajte, o oceni znanosti na Slovenskem dobiš toliko mnenj, koliko ljudi o tem povprašaš. Vendar so enotni odgovori v tem, da je bilo nižanje sredstev za raziskave v zadnjih 4, morda 5 letih res katastrofalno, da se v bistvu nehalo spodbujati kvaliteto, odličnost. Vsi dobijo malo s tem razmenitvijo tega denarja, ne skrbi pa se za generacijsko obnavljanje področja. Kako pa vi vidite te razmere? No, nekaj o tem so že povedala, da slovenska znanstvena politika gre velikokrat v pravo smer, včasih pa ne. Mislim, da je še vedno preveč tega, kar ste omenili, se pravi spodbujanja vsakršnih raziskav, po principu dajmo vsakemu nekaj, in zapostavljanja tistih najbolj propulzivnih skupin, za katere pa moramo vedeti, da mnogi od vodij teh skupin so šli v tujino na včasih lastno pest z zelo omejenimi sredstvi in iskali ne samo zelo specifična znanstvena znanja, temveč so tudi pridobili zelo dragocene izkušnje odličnih in dobrih znanstvenih praks v tujini, pedagoških praks, in so vse to znanje nekako prinesli nazaj v Slovenijo, ki jo zdaj prenašajo na naslednje generacije, zato da morda ne bi vsem bilo treba ponavljati te poti v tujino in nazaj. In če bi naša znanstvena politika znala prepoznati tiste najbolj kvalitetne skupine v tem smislu in spodbujati njih, raje kot spodbujati vsega po malem, bi to bil po mojem mnenju že dober napredek. Vi ste veliko delovali v Združenih državah in pa na Kitajskem. Kakšne so recimo vaše izkušnje recimo z teh okolij, ki jih lahko primerjate recimo s našimi slovenskimi, glede mladih? Ja, moje izkušnje so iz nekako, bi rekel, vseh svetov, kar pomeni delno skozi doktorski študij v ZDA, delno skozi profesionalno delo tukaj v Sloveniji in pa seveda tudi že prej dodiplomski študij na Univerzi v Ljubljani. Delno pa potem tudi skozi zadnja leta zelo živahna sodelovanja, znanstvena in pedagoška, z jugovzhodno Azijo, tukaj govorim malo o Singapurju, več pa zdaj o Kitajskem, kjer sem tudi pridružen profesor na eni od univerz. Tako da nekako se razlikujejo ta okolja in vsaka ima neke svoje zakonitosti. Iz tega vidika ni slabo imeti izkušnje iz vseh teh in potem poskušati najti neke najboljše kombinacije za naš sistem in naše okolje in konkretno naš inštitut. Tako da jaz bi spodbujal ne samo prehajanja naših raziskovalcev v tujino in nazaj, seveda pa tudi vračanja. Namreč to je eden od problemov v Sloveniji. Jaz samega kroženja in odhajanja naših raziskovalcev ne vidim kot problem. Problem je, ko se krog ustavi in je v bistvu več odhajanja kot prihajanja nazaj. Kar potem privede do tako imenovanega bega možganov. Tako da vračanje in kroženje in prinašanje dobrih praks vsekakor. Še tole, vse, kar ste povedali, seveda postavlja velike izzive pred vašim prihodnim delom. Pa me zanima, kje vidite inštitut NIB, Nacionalni inštitut za biologijo, recimo čez 30 let? Zanimivo vprašanje. Jaz ga vsekakor vidim kot še naprej
vodilno inštitucijo na področju bioloških znanosti v Sloveniji. To centralno in to vlogo bomo samo še naprej razvijali in spodbujali, namreč v tem okolju, kjer delujemo, smo ne samo nacionalnega pomena, ampak tudi zelo izrazito mednarodno vpeti in to se bo nadaljevalo. Jaz ga vidim kot cvetoč inštitut in upam, da bo tudi zaživel v novih prostorih, ki si jih želimo v prihodnjih letih.